Dragi gledalci in poslušalci, sem Metka Kuhar, redna profesorica socialne psihologije, univerzitetna profesorica in raziskovalka, specializirana za psihološke travme, avtorica in terapevtka. V današnjem podcastu revije Sensa Modra soba se bomo potopili v čarobne skrivnosti gozdov in raziskali človekov odnos do teh zelenih katedral, ki nas obdajajo. Gozd je bil v različnih obdobjih in kulturah simbol različnih konceptov, od gospodarskega vira do mističnega prostora strahu in občudovanja. Z rastjo okoljevarstvene zavesti se gozdovi zdaj vidijo več kot le sredstvo za dobiček, v ospredju so njihove ekološke funkcije. V zadnjem času se pa vse bolj osredotočamo na psihosocialne funkcije gozda, nanj gledamo kot na prostor miru, sprostitve, regeneracije. In ravno ta vidik nas v današnjem podcastu najbolj zanima. In pri tem raziskovanju mi bo pomagal poseben gost. Vabim vas, da se nama pridružite z današnjim gostom Tonetom Lesnikom, priznanim strokovnjakom na področju gozdarstva v Sloveniji. Tone, dobrodošel v podcastu. Dober dan. Anton Lesnik, kličejo te Tone. Tone ima bogato obsežno kariero, ki se je začela že leta 1960 na gozdni upravi Črna na Koroškem. Po študiju na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je Tone svoje življenje posvetil delu z gozdovi, med drugim na Gozdnem gospodarstvu Ljubljana in Zavodu za gozdove Slovenije. Tonetov pristop k gozdarstvu in gozdni pedagogiki je bil vselej inovativen. Že v 90-ih je začel z razvijanjem odnosov z javnostmi na tem področju, kar je tudi pionirsko delo na tem področju nasploh v Sloveniji. Tone je tudi ustanovni član Društva facilitatorjev Slovenije, ki se ukvarja z usmerjanjem dialogov in moderiranjem skupinskih procesov med različnimi deležniki in pa združenja za sonaravno gospodarjenje z gozdovi ProSilva. Tone, tvoje izkušnje so res impresivne. Lahko začneva s tem, kako vidiš razvoj odnosa med ljudmi in gozdovi v svoji dolgoletni karieri. Torej, gre za vprašanje časovnega obdobja mojega delovanja v gozdu, poklicne poti. Zato tudi ta pogled je oseben. Torej, ko sem začel svojo pot na področju poklica, so bili tisti prvi vzgibi, prva privlačnost, že to, da sem se rodil sredi gozdov, visoko v hribih, in da so me drevesa in njihovi zvoki, posebno šum vetra v krošnjah, zelo privlačili. Nekako skrivnostni so bili, nekako navdali so me z nekimi takimi vzvišenimi občutki, bi rekel. Pa tudi sicer sem imel drevesa zelo rad, tudi sadna drevesa. In to je gotovo vplivalo, da sem pozneje iskal pot v gozdarstvo. Začel sem jo pa zanimivo kot gozdni delavec. To je bilo po osnovni šoli, ko bi si lahko izbral drugačno pot, lažjo, pa sem si izbral pravzaprav za 15-letnika zelo težko pot. Biti gozdni delavec takrat pri 15 letih res ni bilo lahko. Na gozdni upravi Črna na Koroškem so me vzeli in poslali na delo v Koprivno, to je dolina, ki se odpira od Črne proti Olševi. In na delo, že v začetku sem mogel na delo in nazaj prepešačiti, verjeli ali ne, blizu 30 km na dan. Potem pa še opraviti delo. In ta odnos, ki sem ga takrat videl do gozda, je bil seveda usmerjen v pridobivanje lesa. To je bila sečnja dreves, to je bilo spravilo dreves v zimskem času, tudi poletnem izredno naporno in nevarno delo. Tako da sem se mojstril tako fizično kot tudi psihično v smislu, da je bilo treba vzdržati. Nekoč je šofer
džipa na gozdni upravi, ki je vozil šefa gozdne uprave, prišel k mojemu očetu in rekel, naj vendar me vzame ven iz tega, da ne bom zdržal, da sem premlad. Seveda ni prišlo v poštev pri meni to. S tem delom sem si zaslužil neki prihrankov, pa tudi štipendijo za potem nadaljevanje šolanja na srednji gozdarski šoli v Postojni. Tam je bil šolski program seveda usmerjen v tehniko, v delo s stroji, tudi sečno dreves, pridobivanje lesa, pa tudi druge stvari, spoznavanje, seveda, zelo zanimalo me je spoznavanje dreves. Vendar še zmeraj je bilo to, ta odnos, ki je odražal tudi, odseval tudi siceršnji splošni odnos do gozdov, pretežno v pridobivanje lesa. Danes rečemo lesno proizvodno funkcijo. Šele pri študiju na fakulteti se mi je ta pogled bolj odprl po zaslugi nekaterih profesorjev, recimo pri predmetu krajinska ekologija in funkcije gozdov. Tam so se pridružile poleg lesno proizvodne še druge, še socialne in ekološke funkcije gozdov. In potem se je ta širina, ta pogled širil še naprej, ko sem prišel v službo, najprej na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo se je takrat imenoval. Takrat sem sodeloval pri projektu prostorski načrt za plinovod skozi Slovenijo. Gozdarski inštitut, odsek za prostorsko planiranje, ker sem bil v službi kot začetnik, je dobil to nalogo. In smo delali prostorski načrt za traso plinovoda skozi celo Slovenijo. Prostorski vidik gozdov, pogled na prostorske vloge in vpliv gozdov skozi celo Slovenijo. Širjenje pogleda na vpliv na vloge gozdov. Potem pozneje na gozdnem gospodarstvu, ker sem bil kot načrtovalec na odseku za načrtovanje, ker smo izdelovali 10-letne gozdno-gospodarske načrte, sem se posebej rad ukvarjal z splošno koristnimi funkcijami, so takrat rekli. Te funkcije poleg lesno proizvodne. Potem se je to razširilo še pri delu z javnostmi na Zavodu za gozdove Slovenije in še posebej pri študiju, podiplomskem specialističnem študiju nega krajine in okolja. In tam sem tudi specialistično nalogo pa usmeril v delo z ljudmi, ker nega krajine in okolja ne more mimo ljudi. Zmeraj so ljudje del krajine, del okolja in tudi del narave, čeprav ne več tako kot davno, takrat, ko je človek bil še del gozda, ko je tudi svoja bivališča imel taka naravna bivališča, jame in podobno. Ko je izstopil v tem smislu iz gozda in si začel graditi bivališča iz podrtih dreves in začel gozd krčiti za poljedelstvo, za živinorejo, takrat je popolnoma spremenil odnos. Takrat mu je gozd že pomenil poleg vira tudi oviro za svoj razvoj. In to je šlo stoletja in tisočletja pravzaprav in stoletja tudi v Sloveniji, tako da še v 13. stoletju imamo predvsem krčenje gozdov. In je to trajalo dolgo. In gozd se je umikal iz ravnin in iz dolin na bolj teže pristopne predele, na bolj strme predele, vse do danes. In seveda je človek začel spreminjati ta odnos že v davni preteklosti, pravzaprav je bil k temu prisiljen, ker poleg tega, da je gozd krčil, mu je gozd pomenil tudi vir, les. In ko je okrog mest in okrog rudnikov lesa zmanjkalo,
je bilo treba pomisliti, kaj pa zdaj. Ne moramo več tako delati z njim, se ni neizčrpen. Ne. In tako je pred več kot 300 leti, točno 1713. je v Nemčiji avtor Karl Karlovic napisal knjigo Silva Economica, kjer bil je v službi pri rudnikih v nemškem mestu, rudnikih živega srebra, in je imel čez tudi oskrbo z lesom in je videl, da lesa zmanjkuje. Pol se je ogledal po Evropi, predvsem v Franciji, ki so imeli za takrat kar modern zakon za gozd, ne, in je napisal to knjigo, kako trajno gospodariti z gozdom. To je pravzaprav prva omemba trajnosti, ki je danes zelo razširjen pojem. Začel se v gozdarstvu, prav z tem Karlovicem, avtorjem. In potem leta 1711, pa 1771, popravljam, je bil pri nas tudi že izdelan prvi gozdno-gospodarski načrt za Trnovski gozd in začela se je pogled na trajnost gospodarjenja z gozdovi. Ne. Se pravi, da gospodarimo z njimi tako, da nam trajno zagotavljajo dobrobiti, se pravi, predvsem les, seveda. Ne. Šele pozneje se je to odpiralo tudi na druge funkcije, ne samo na lesno proizvodno. In naj omenim poleg tega prvega gozdno-gospodarskega načrta, naj malo preskočim še nazaj, moram omeniti tudi naše pionirje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ne, ki niso gledali več zgolj samo na trajnost, ampak tudi kako bolj nežno, bi rekel, delati z naravo samo, z gozdom samim. To moram omeniti Hufnagla na Kočevskem, Leopolda Hufnagla in pa našega Franja Pahernika na Pohorju, ne, ki so za takratne razmere. O katerih obdobjih to govoriva? To je pa že 1894. In pa še 30 let pozneje je študiral Franjo Pahernik, pa na Pohorju on se je takrat, ko je Hufnagel že deloval, se je on rodil in pozneje po istih principih, podobnih principih delal na Pohorju. Ta dva človeka sta oba. Mislim, je nekako sledil Franjo Pahernik. Prosim? Je že sledil tem principom? Ja, ampak sploh ne vem, a sta se poznala. Nikjer nisem mogel zaslediti, študirala sta na isti visoki šoli za kulturo tal, gozdarstvo na Dunaju. In samo 30 let razlike je bilo med njima. Oba sta pa naredila isti korak. Odstopila sta od takrat veljavnih golosečenj in izbrala druge načine, tako imenovane prebiralne načine, ker je za vsako drevo, ki ga opredeliš za poseg, moraš natančno vedeti, zakaj. Kaj boš s tem povzročil v gozdnem ekosistemu, kaj boš pridobil, kako boš poskrbel tudi za trajnost, kako boš poskrbel za celotni razvoj gozda. To je naporen miselni proces, ki zahteva po tem procesu velja še danes. In to sta bila gotovo velika pionirja, ker takrat je bilo vse po celi Evropi še zmeraj so bile golosečne, kot en tak model, ki je bil sicer mehanistično nekako zasnovan po površinah, da se je nekako kolobarilo po površinah, da je bila zagotovljena trajnost. Pa še zdaj, recimo, naši sosedje še vedno imajo goloseke, Avstrijci recimo. Še zdaj. Pravzaprav je edino gibanje, organizacija, ki dosledno izvaja načelo negolosečenja, je Prosilva. Na evropski ravni v svet je komaj da nekoliko segla ideje Prosilve, so se pojavile tudi druge in se zanimajo za njih, ampak uveljavljalo jih pa ne.
tudi v Evropi jih ne uveljavljalo posod, ne. Čeprav je Evropa le na boljšem, na splošno glede odnosa do gozda. Ampak Skandinavija, recimo, tam so goloseki sistematika, ne. Sistematična način, sistem kot način pridobivanja lesa, način gospodarjenja z gozdom. Pri nas, najprej ga je pravzaprav Švica začela, ne. In naši profesorji na fakulteti so se v Švici izobraževali, so tam našli svoje vzornike in so to idejo prinesli tudi k nam. Naj posebej omenim profesorja doktorja Mlinška, ki je bil pobudnik tudi za ustanovitev Prosilve. In tam se je seveda ta pogled, ta širina na gozd spet pojavila, spet uveljavila. Tako sem malo sprehodil skozi moj čas doživljanja, oziroma moj čas ukvarjanja dela v gozdovih z pogledom družbenim pogledom na gozd. Hvala. Ja. Tudi vstal pogled še v preteklost, ne? Oziroma kje so korenine, kje so začetki, kdo so bili pionirji, ne? In v svetu in pri nas. Se pa seveda danes so pa spet čisto drugačne razmere. Danes se pa soočamo z posledicami podnebnih sprememb, velike ujme prizadevajo gozdove in vemo, da že veliko bolj je uveljavljeno prepričanje, da so gozdovi pljuča sveta in da smo od njih vsi v veliki meri odvisni, in je tudi zanimanje in občutljivost na splošno v družbi za gozdove večja. Veliko večja. To smo recimo lahko videli ob požarih pri nas, pa v drugih ujmah, pa takrat, ko smo vznemirjeno gledali požare v Braziliji, ker je tropski gozd gorel. In tako da se to je v tem času veliko spremenilo. Kaj bi pa rekel tone, ne? Večkrat slišimo, da smo mi narod gozda, nismo pa gozdni narod. Kako ti to interpretiraš? Narod gozda, koliko je naša povezanost z gozdom, recimo zakoreninjena v naši identiteti ali v naši kulturi? Je naša dežela gozdna. Najprej lahko vidimo, da je naša dežela država zelo pokrita z gozdovi. Delež gozdov od celotne površine je blizu 60%, kar je veliko. Kar je drugo mesto v Evropi. Tretje, ponavadi rečemo, to sta Finska in Švedska sta še pred nami po odstotku gozdov in da smo z gozdom zelo obdarjeni. Drugo pa je seveda zavest in odnos do gozda. Po eni strani je tako, ko sem prej rekel, na zanimanje narašča tudi zaradi okoljskih zahtev in sprememb, ampak vendarle imamo pa še tudi drugačne primere. Večkrat si rečem, če bi danes recimo ustavil na cesti z mikrofonom kakega mimoidočega, pa bi mu rekel, kaj meni o pomenu slovenskih gozdov. Verjetno bi povedal kaj lepega. Zmeraj se pa ob tem spomnim na leto 2010, ko smo v Sloveniji imeli tisto znano akcijo Očistimo Slovenijo. In takrat smo ugotovili, da je bilo največ odpadkov najdenih na robovih gozda. Kakšen odnos je pa to? To pa ni več ravno lepo, pa odgovorno, pa ozaveščeno. Potem imamo te nadležne primere vožnje z motornimi vozili v gozdovih, v naravnem okolju, v gozdovih, brezobzirno. Potem se to rado pokaže pri nabiranju plodov po gozdovih, kjer pač ljudje gredo z avtomobili in se potem pride v konflikt z lastniki gozdov in prenaberejo preveč in nimajo prave mere in tako dalje. Potem je tu odnos države same. Naravovarstveni nadzor, ki bi bdel nad vsemi temi negativnimi pojavi, neodgovornimi pojavi po gozdovih, pri nas nekako ne zaživi.
In če primerjam z sosednjo Italijo, Julijsko krajino, Furlanijo, kjer imajo izredno oster nadzor. Tam imajo tako imenovano gozdno policijo. Organizacija Corpo Forestale je uniformirana in oborožena in se ljudje dobesedno bojijo, si ne upajo hecati z prekrški. Hodijo pa k nam, ker ni tega nadzora in je vse tako bolj svobodno in so zato tudi negativni primeri. To bi država morala že davno urediti in leta 2007 je dejansko že nastajal naravovarstveni nadzor. Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba je bila predvidena kot nosilna organizacija. Bili so že določeni gozdni nadzorniki, naravovarstveni nadzorniki, z prekrškovni postopek so se že izobraževali, razmišljali so že o celostni podobi. Potem je pa vse zamrlo, ker se je uvidelo, da to ni tako poceni, ker morajo ljudi je treba posebej plačati, ker morajo delati v sobotah in nedeljah in popoldne, takrat, ko gredo ljudje ven v naravo. In tega nadzora torej nimamo, to lahko očitamo tudi državi, da ne poskrbi za to, in pa stalni borbi za dovolj finančnih sredstev za vlaganje v gozdove. Tako da to so pa drugi pogledi, skozi drugo okno na ta pojem, a smo tudi, poleg tega, da smo gozdna dežela, da smo tudi gozdni narod. Po eni strani bi lahko rekel, da smo veselo na poti proti temu, po drugi strani imamo pa še marsikaj za popraviti. Ja. Se strinjam. Mislim, tudi sama zelo rada hodim po gozdovih, in se najde tudi marsikaj znotraj gozdov, odpadkov. Se je to ob času covida se je pa pokazalo, da je obisk gozdov zelo narastel. Takrat nismo mogli kamorkoli, po gozdovih smo pa še lahko hodili, vsaj v okviru ene občine, nekaj časa. In sem sam slišal ljudi, ko so rekli, jaz sem šele zdaj odkril, kako je fajn v naravi, ali pa nikoli nisem bil tolikrat zunaj. In lahko pričakujemo, da bo to tudi v prihodnje tako in je tudi prav tako, vendar moramo marsikaj urediti in marsikaj se moramo tudi naučiti. Ja, mogoče bi se še dotaknila, preden greva na bolj zdravilne učinke gozda, še recimo tega, da včasih so bili gozdovi tudi dojeti kot en tak temačen kraj, skrivnosten kraj. Vzbujali so eno tako lahko strahospoštovanje. Recimo, tudi če beremo, pastirce od Bevka ali recimo bedanc, mislim, da so nekako v gozdovih živeli čarovnice, pehte, recimo Silvester, gozdni mož, se pravi gozd kot en tak nevaren kraj, skrivnostna bitja najdemo v njem, izobčence, na nek način, tako, ko si rekel to, ko smo začeli, bom rekla takole, civilizirati divjino s krčenjem, na nek način smo tudi ta prostor potem bolj začeli udomačevati. Ja, ni bilo tako hitro. Že v začetku ko je človek začel gozd krčiti za poljedelstvo, za živinorejo, je postavil to mejo, ampak gozd je še zmeraj ostal skrivnosten. Gozd je še zmeraj ostal poln takih pravličnih bitij, koliko je pravlic, že Janko in Metka, pa Sneguljčica, pa še mnoge druge. Vse so nekako povezane s temačnim gozdom. In kjer so zle sile, pa tudi dobre sile, ali se pa tiste sile, ki delujejo temačne, izkažejo kot dobre? Ja, tudi. Vendar moramo reči, da tudi danes, ko govorimo o zdravilnih učinkih gozda in vsem pozitivnem učinku gozda, moramo se zavedati, da na eni strani govorimo o pristopnih okoljih, lepih okoljih v gozd, kjer so poti, kjer se ne bomo zgubili, kjer so označene poti, da obstojajo pa tudi brezpotja, katerih se lahko tudi zgubimo in je lahko tudi zelo nevarno. Lahko, če se izgubimo v slabem vremenu,
pa nismo dobro pripravljeni na to, lahko izgubimo življenje, se podhladimo. In da tudi danes, to lahko rečem iz izkušnje kot načrtovalec, sem v 15 letih prehodil veliko brezpoti, ker sem moral gozdove pregledati za potrebe 10-letnega gozdno-gospodarskega načrta. Kje vse sem bil? Če bi si tam nogo zvil ali zlomil, bi bilo z mano konc, ker me nihče ne bi našel. Ja. Tam ni stopila človeška noga, Bog ve koliko časa, v raznih jarkih in pobočjih, na brezpotih. Brez signala. Brez signala. Takrat še nismo imeli niti pa danes pa imamo to, ampak je lahko brez signala, da ne moramo poklicati. In ne samo to, so tudi, nedolgo nazaj me je vprašal nek gospod, a sem kdaj pri teh poteh skozi gozd naletel na kakšen kraj v gozdu, ki je bil grozljiv in temačen, tak, sem se nasmehnil, sem rekel, zanimivo vprašanje in sem naletel. Ne enkrat. Ko mi je bilo kar malo tesno pri srcu, Bog ve zakaj, so bili čudoviti kotički, rajski kotički za kontemplacijo, za meditacijo, so bili pa tudi rahlo grozljivi. Tako da Kaj pa je bilo grozljivega na njih? Kaj bi to bilo, sam ne vem. Ampak vtis je bil občutek je bil tak temačen, tesnoben. Tako da tudi na ta način moramo pogledati na gozd. Da, ko rečemo civiliziran, še zmeraj obstajajo brezpotja po gozdovih, še zmeraj seveda so tu slabe vremenske razmere, še zmeraj se pri kar tako hoji skozi gozd lahko tudi izgubiš, če nisi vajen hoje po gozdu, če se ne znaš orientirati, če nisi prav obut in oblečen. Tako da Ja, danes se zdi to bolj dostopno zaradi številnih aplikacij, zaradi številnih objav na omrežjih. Ja, to je vsekakor danes tudi tehnologija, pa tudi imamo veliko tematskih poti, ki vodijo skozi gozd in so označene. In zelo dobro se je teh poti držati. Tako da veš, kje si, in te poti so ravno temu namenjene tudi, da ljudje gremo lahko v gozd in brez nevarnosti. Je pa tudi en trend, da ljudje iščemo divjino oziroma iščemo čim bolj neokrnjene kotičke. Ja, to je pa ta potreba po stiku z naravo, ki je v človeku že oddavna. In posebno človek, ki živi v mestih, v urbanih predelih, ima to potrebo še večjo. Mislim, da lahko preživi vse pritiske in vse težave vsakdanjega življenja in hrupa in naglice in stresa. Mu ta stik z naravo gotovo pomaga pri tem, veliko pomaga pri tem. Zato moramo na ta način skozi to okno gledati na potrebe današnjega človeka v družbi in to omogočati, pomagati pri tem in pa seveda se ob tem tudi osveščati, kakšen odnos moramo imeti do te narave, ki nam vse to daje. Ja, tako, da smo se v tem svetu tudi urbaniziranem, tehnologiziranem, hitrem, spreminjajočem se nekako dalili od narave in skozi gozd se veliko ljudi na nek način vrača k naravi. Sploh mogoče se ne dojemamo kot del narave. Ja. Ampak iščemo zdaj načine, kako spet imeti se nekaj stika, odnosa z naravo. Ja, neke raziskave ali ankete kažejo, da je najbolj priljubljena oblika rekreacije so izleti v naravo. In to so tudi planinski izleti in na teh izletih,
prav gotovo veliko poti vodi skozi gozd. In te izlete lahko, ta način rekreacije lahko gledamo zgolj kot fizični učinek na naše zdravje, kar je gotovo zelo dobrodošlo, gibanje nam vsem priporočajo. In tudi pri tem narava sama po sebi z svojimi dobrobitmi vpliva na nas, čeprav nezavedno. Smo deležni teh vplivov. Še bolj pa smo jih gotovo deležni, če se v naravo poglobimo. Tu smo že pri tem vprašanju čuječnostne hoje skozi gozd. To, kar pristop, ki ga ti razvijaš. Tudi. Ja, to sem jaz veliko razmišljal o tem in ko sem kakšne skupine vodil v naravo, sem seveda zmeraj opazil in to se zmeraj zgodi, da ljudje, ko pridemo skupaj, ko gremo nekam, smo družabni, si imamo veliko za povedati, prenesemo vse svoje skrbi in vtise iz svojih vsakdanjih življenjskih okolij in si jih med sabo delimo in pri tem hodimo in narava gre mimo nas. Sej to vpliva na nas dobrodejno, prav gotovo. Vendar je pa zelo dobro, da si vsaj nekaj časa na teh poteh vzamemo, da se jih še bolj približamo. Takrat moramo pa sami utihniti, se mogoče tudi osamiti. Prav gotovo je dobro, da se osamimo, gremo malo s poti na stran in se sami pri sebi osredotočimo na naše čute, na naša čutila, na vid, sluh, vonj, otip, tudi okus lahko. In se osredotočimo na veliko sliko, pa jo zožimo na detajle. In potem iz občutkov preidemo na spoznavanje, na razumsko spoznavanje. Ko si začnemo zastavljati vprašanja za neko drobno stvar blizu nas, a je to list na drevesu, ali je lahko kamen, ali je lahko kamenček, ali je lahko vejica, kaj pa je to, kakšno funkcijo pa opravlja tule, kako se razvija, del nečesa večjega, kaj je tisto večje. In vprašanja nas lahko vodijo naprej, je pa že malo, precej napora potrebnega, miselnega, da se zberemo in da nadaljujemo s temi vprašanji in iščemo odgovore. In če je to skupina, lahko potem ta vprašanja in odgovore tudi podeli in išče skupaj. Družina recimo na izletu. To se pa nikoli ne bo zgodilo, če ni načrtovano in vodeno. Če je spontano, se to ne bo zgodilo. In zato je potrebno to voditi, pomagati na nekakšen, jaz bi rekel, facilitatorski način, nevsiljiv način, pomagati ljudem do tega doživetja in do teh spoznanj. In nedvomno takrat tudi pozitivno deluje ta notranja umiritev. Imaš kak napotek, kako umiriti svoje misli? Doskrat tudi recimo, ali hodimo sami, ali tudi če hodimo z nekom, pa utihnemo, pa nekako probamo biti v svojem doživljanju, smo lahko preplavljeni recimo z enimi mislimi. Pomaga že to, da se osamimo in vsaj 10-krat globoko vdihnemo. Zavestno dihanje. To gotovo zelo pomaga. In pa jaz tudi prakticiram to, da v skupini udeležencem dam manjše listke s pisalom in jih povabim, spodbudim, da si skicirajo vzorce narave. En detalj. In to gotovo k tej umiritvi močno pomaga. Se pravi, da res odpremo čute tudi v naravo. Ja, v tem primeru je najbolj izostren vid. Potem so pa tudi razne igre, ki izostrijo posamezne čute
in pa tudi ta razumsko raven spoznavanja. Tisti je posebno dobrodošlo še za mlade, ki težje vzdržijo v zbranem in dalj časa zdržijo v čuječem zbranem stanju. Da jih je treba potem jim dati možnost, da se tudi razgibajo in so te igre, ki pa so tudi usmerjene v spoznavanje, da se z igrami tudi razgibajo. Tle smo že verjetno pri gozdni pedagogiki. Ja. Lahko razložiš, kaj to je? Še malo pa kako si ti prispeval k razvoju gozdne pedagogike pri nas? Ja, gozdna pedagogika pravzaprav na nek način sega že v desetletja nazaj, že v čas, ko so, že tudi pred vojno, ko so gozdarji z mladimi pogozdovali, so bile akcije po šolah, ampak takrat je bilo to pač seveda stik z gozdom in pa delo samo. Kaj več ni bilo. Pozneje se je pa dograjevalo, zmeraj več. Letos, drugo leto bomo imeli že 50 let od nastanka prvih gozdnih učnih poti v Sloveniji. In ob postavitvi gozdnih učnih poti se je takoj postavilo vprašanje, kako voditi obiskovalce, kako jim razlagati, da gozdar je bil to velik izziv, ker tega pri našem izobraževanju nismo se učili, je bilo treba se na novo učiti to. Meni osebno je to pomenilo velik izziv. In zmeraj po vsakem takem vodenju sem si zavrtel film nazaj in se spraševal, kaj bi lahko boljše naredil. In zmeraj so se mi nova vprašanja in nove rešitve pojavljale. In najbolj me pa vse skozi ravno tole vznemirjalo, kako osredotočiti, kako z vsemi čuti narediti podlago tudi za bolj intenzivno spoznavanje, tudi za bolj intenzivno razumsko spoznavanje. Na podlagi čutil najprej, na podlagi doživetja najprej. In vse to je še danes v razvoju. Gozdna pedagogika se je potem razširila, tudi stoime se je pojavilo, ker se je tudi v tujini razvija. So gozdni pedagogi, imajo tudi letne srečanja, kongrese in tako da je pa še vse še zmeraj v razvoju, še zmeraj se lahko najdejo boljše rešitve, bolj intenzivne, bolj uspešne, bolj učinkovite. Cilj je pa eno, so različni načini za približevanje, za doživljanje in spoznavanje gozda za različne starostne skupine. Ne samo, včasih lahko nastane vtis, da je to samo za otroke, za vrtce, za osnovne šole. Moja izkušnja je, da ne, da je za vse starostne skupine. Ja, bi lahko delil z nami kak primer. Jaz se spomnim enega primera, ko smo bili skupaj na enem od teh izletov, ki si jih ti vodil, oziroma teh skupnih čuječnih pohodov v naravo, ki si se postavil za smreko. Mi smo pa lahko postavljali vprašanja. Ja, to je ena metoda, pogovor z drevesom. Je zanimiv. Pojavljajo se seveda najrazličnejša vprašanja in gozdni pedagog, ki to izvaja, mora biti pozoren. Ne sme zaiti v odgovore na taka vprašanja, ki niso realna. Recimo, smreka ne more igrati nogometa ali kaj takega. Kakšen otrok bo rekel, kako pa igraš nogomet, ko sam stojiš. Ti da zmeraj takoj možnost, da razložiš, da je smreka drevo učvrščeno s koreninskim sistemom, kakšno vlogo vse ima koreninski sistem. Skratka, vsa vprašanja razviješ v smer, da je čim več spoznavanja. Kako pa recimo otroke, ali pa bom rekla še bolj mladostnike, mogoče motivirati, da preživljajo tu čas v naravi, v gozdu, posebej mogoče adolescente, ki se nekako skoraj da odvrnejo od narave, usvojijo ta digitalni svet, omrežja? Ja,
Najlažje bi odgovoril na to vprašanje na izkušnjo z mojimi vnukinjami in vnukom. Zdaj so najstarejša dva sta že najstnika, drugi so že blizu. Ko so majhni še tam do 6. razreda, recimo, so veliko bolj dovzetni, veliko raje gredo. Pozneje je pa že malo težje, ampak če si prej veliko delal z njimi, je tudi pozneje lažje jih motivirati. Vsekakor je tu veliko na družinah, na starših, ki vodijo otroke na izlete. In gotovo je boljše v nedeljo ne, ampak že v soboto peljati, iti družini v naravo, kot pa v veleblagovnice. Seveda moramo tudi kdaj tja iti, pa kaj kupiti, ampak v naravi je gotovo lepše in bolj poučno. In če že od začetka nastane taka navada, da se otroci navadijo, pa da je lepo, zmeraj morajo imeti nek lepo doživetje. Ne, da so kakorkoli prisiljeni ali kregani, kar naprej karani, kaj narobe delajo, pa kako se obnašajo. To niso prijetna doživetja. In na ta način bi rekel, pozneje seveda ta telefon pa zasloni so strašno privlačna sila. In ena možnost je, kako jih tudi tehnologijo usmeriti boljše, je, da jih navdušiš za fotografiranje. In potem računalnik uporabljajo za urejanje slik. Računalnik lahko uporabijo, da predstavijo kakšen izlet z projekcijo svojim sošolcem, ali pa v šoli sami, ali pa doma v družini. To se zelo dobro izkaže in je zelo dobra motivacija. Potem je na samih izletih naravo, ne smemo pozabiti še nekaj, pravljice in zgodbe, povezane z gozdom in z drevesi. In tudi o ljudeh v gozdu, to tudi si za večno zapomnijo in deluje motivacijsko. Pa zmeraj je povezano z lepim spominom na ta doživetja. Mogoče kakšna taka zgodba, pravljica, legenda, mit povezan z gozdom še posebej navdihujoč oziroma ljub, pa bi ga na kratko podelil? Ja, zelo rad povem pravljico o vrbi, nesrečni ali pa srečni vrbi, kako bi rekel. Začne se ta pravljica z opisom gradu, starovečnega gradu, pred katerim je bil drevored topolov. In ti topoli so bili mogočni in so si, kadar je veter zavel skozi njihove krošnje, so si radi šepetali med sabo, kako so ponosni, kako krasen drevored je iz njih tvorijo in se utrjevali v tej svoji samovšečnosti. No, na gradu je bil poleg graščaka in graščakinje še grajski gozdar. Graščak je bil veliko odsoten po raznih poslih, graščakinja pa je komandirala po gradu in je bila prav zoprna. Pravzaprav sploh ni bila iz visokega rodu, nekoč je bila služkinja v tem gradu, pa je potem po sreči postala graščakova žena in pozabila na to prejšnjo svoj družbeni status in postala gospodovalna, vzvišena, ošabna, tako da so se je kar bali. In poleg gradu, ne v drevoredu, sta rasla še stari hrast, malo stran od gradu, malo bliže pa en bogi ponižni tak skrivljen bezek. In neko noč je zadivjala nevihta, hud vihar in en topol v drevoredu je ta nevihta, ta vihar podrl, tako da je padel na tla s truščem.
Zjutraj, ko se je nevihta polegla, je gozdar takoj stopil na delo, v akcijo, odstranil to podrto deblo, odžagal štor, da je bil gladek, in pri tem delu ga je na poti skozi drevored zagledal tudi graščak in rekel, prav je, da si to hitro pospravil, ampak zdaj bo treba to drevo nadomestiti z enim drugim. Ja. Gozdar je to tudi vedel, da mora to takoj narediti, in je tudi hitro posadil sadiko drugega drevesa. In to drevesce je raslo in raslo in nekako ni bilo prav nič podobno topolovim mladikam. In skozi krošnje teh topolov je zavelo, kaj se pa tu dogaja, kakšen mladič pa tam raste, saj nam ni nič podoben. In zmeraj manj je bil podoben. In ko si je gozdar to ogledal, je rekel, joj, to sem pa jaz nekaj zamešal. In dejansko se je zmotil in je na mesto topola posadil vrbo. In vrba se je razrasla kljub negodovanju topolov in je delala prav lepo senco že. Tako da nekoč, ko je graščak se sprehodil v vročem poletnem dnevu, je bil prav zadovoljen, ko se je znašel v tej senci. Drugače je bilo pa z graščakinjo. Po nekem dežju je pod vrbo ostala luža, ker je bila taka senca, da se luža po dežju ni takoj posušila. In ko je stopicljala graščakinja v svojem dolgem krilu in lepimi belimi čeveljci, je zabredla v to lužo in se razburla, kdo je to naredil, zakaj je tukaj ta luža. In seveda so ji pojasnili, da je zaradi sence vrbe, takoj jo posekati. Stran, ne maram tega drevesa. In gozdar je bil v težki situaciji, ampak moral je ubogati in je moral to vrbo posekati. In ni je pa posekal čisto ob tleh, ampak je pustil en tak kakšen meter visok štrcelj. In je pričakoval, da se bo mogoče pa obrasla, ker vrba tudi požene iz spanja. No, in ta štrcelj na vrhu je počasi dobival izvotljeno obliko. Takole malce jamica je nastala na vrhu, ker je pač razpadel ta les in v to jamico je zaneslo kdaj vodo, zaneslo je kdaj kakšen list, kakšni ptički so prileteli in pili iz te jamice deževnico. In nazadnje se je v tej jamici naredila celo ena majhna plast prsti, ko je to listje razpadalo. In nekega dne je grajski gozdar zagledal, da je tam uskalila majhna mladica. In hrast tam ob gradu, ta je zbiri kaj godrnjav. In, zmeri pa, tako je to življenje, zakaj, taki so ljudje. Bezek je pa že vrbo prej tolažil, ko so jo posekali. Veš, sej se bo na bolje obrnilo, sej se zmeri dobro obrne. No, in iz te mladice je začela rast drevesce. In kaj je opazil gozdar? Da se je začelo razvijati topol. Torej na štrclu vrbe se je začel razvijati topol in se je razraščal in razraščal. Ta štrcel se je zniževal, je trohnel in nazadnje se je topol zakoreninil v zemlji in lepo rastel. In stari topoli so zadovoljno šumeli, ta je pa ta pravi, no ta pa spada k nam, spet bomo pravi drevored. In tako je tam na tistem mestu, ker je nekoč že rastel topol v drevoredu in pozneje nesrečna vrba, ki jo je graščakinja velela posekati, spet zrastel topol. Tako da, če so v ozadju ali pa v ospredju dobre želje, dobre misli, se lahko tudi zgodbe dobro končajo.
To pravljico rad povem, pa še kakšno o drevesih tudi, ampak jih imam še nekaj. Hvala. Ja. Bilo prav prijeten poslušati. To je pravljica, ki si jo sam zmislil? Grajska vrba. Ja. Ta pravljica je napisana v zelo stari knjigi z naslovom Mati narava pripoveduje. Vendar sem jo jaz nekoliko modificiral za pripovedovanje. Grajska vrba, ja. Ja. A se vrneva še malo k zdravilnim učinkom gozda? Ja, zdravilne moči gozda. To, da se v gozdu boljše počutimo, da dobro deluje na naše počutje, sprehod skozi gozd, to je že dolgo znano. Tudi nekoč še v 80-ih in prej, ko smo govorili o splošno koristnih funkcijah, je bila zdravstvena funkcija med njimi že takrat. Seveda je bila na drugačen način, bolj je bila vrednotena kot gozdovi, ki obdajajo neka zdravilišča, predvsem v tem smislu, zdravstvena funkcija. Danes je drugače, danes se je ta zdravilni učinki gozda so postali precej, razprava o tem pa tudi preizkušanje je postalo zelo popularno, morda pri nas še najbolj zaradi teh odkritij japonskih medicinskih strokovnjakov, ki so jih objavili v knjigah, ki so tudi v slovenščino prevedene in ker gre za eksperimentalno dokazan vpliv na bivanje v gozdu, na stresne hormone v človeškem organizmu, potem na vsebnost teh protikancerogenih celic. To so z raziskavami natančno ugotovili, kako pozitivni so ti vplivi. Teh študij je veliko, ki kažejo na boljšo imunsko funkcijo, na nižanje ravni stresa. Tako, izgleda, da so to Japonci najprej naredili in začeli ustanavljati tudi gozdna zdravilišča. Posnemajo jih tudi v Južni Koreji. V Združenih državah Amerike so razširili te raziskave še na razne nevrološke vplive. Teh raziskav je že veliko, marsikaj še ni dognanega in raziskave bojo morale še marsikaj se nadaljevati in še marsikaj ugotoviti. Že danes pa nedvomno lahko rečemo, da so pozitivni vplivi gozda, dreves na človekovo zdravje. Ugotovili so tudi čisto določene snovi, ki so jih poimenovali fitoncidi in jih drevesa izločajo za svojo lastno obrambo, pa dobro vplivajo tudi na človeka, da so to največkrat razne vrste eteričnih olj, ki hlapijo iz drevesnih listov in iglic. In to je precej ne spremenilo sliko na zdravilne učinke gozda v tem smislu, da se v gozdu dobro počutimo, ampak je dalo še veliko bolj konkretne rezultate, tudi kaj so mehanizmi izboljšanja in fizičnih nekih indikatorjev. Tako. Tudi na ravni duševnega da to se širi po svetu. Počutja. Tudi v Sloveniji se širi gozdna terapija, obstajajo gozdni terapevti, ki se usposabljajo. Natančno sam ne vem, kje vse se usposabljajo. Pred kratkim je bil v Sloveniji mednarodni kongres gozdnih terapevtov in to se bo nedvomno razvijalo še naprej. Vprašanje je zdaj, kako gozdarstvo, kako javna gozdarska služba, sploh sistem gozdarstva vstopa v to. Zaenkrat ne vidim, da bi prav intenzivno že vstopil v to. Mogoče bi si upal reči, da je bolj v fazi opazovanja. In bo pa treba zavzeti neko stališče. Tudi lastniki gozdov bodo morali zavzeti neko stališče, ker gozdna terapija je lahko tudi posel. Zaenkrat se razvija znotraj turizma. In verjetno bo šlo tudi v to smer naprej, da bo tudi to poslovne zadeve in bo treba te stvari urediti.
ker imajo tudi lastniki gozdov svoje pravice in pa tudi priložnosti, ki jih, kot jaz vidim, še niso prav zagledali. Ja. Hkrati je pa to tudi na nek način lahko nevarnost, ne? Da se potem te stvari tako nekako tržno zelo oblikujejo. Ja, saj tu je vprašanje. Lastniki gozdov, mi imamo ljudje, državljani, prebivalci Slovenije, imamo na osnovi zakona o gozdovih pravico se gibati v gozdovih, tudi nabirati plodove in zdravilna zelišča, seveda v okviru predpisov. Tržiti dejavnosti v gozdu, te pravice pa nimamo. To imajo po določenih pogoji pravico lastniki gozdov. In tako da ta razmerja bodo verjetno ob razvijanju gozdne terapije še pošla v razpravo. Jaz zmeraj pravim, če imam kje priložnost lastnikom gozdov povedati, to je za vas priložnost. Ja, hkrati pa imamo tudi v Sloveniji to danost, da lahko vsi prosto uživamo v tem. Tako, vidim pa tudi priložnost za gozdno pedagogiko, ker če jo izvajamo na tak način, ko sem prej opisal, s tem čuječnim, poglobljenim stikom z naravo, obenem sem prepričan, tudi gozdno terapijo izvajamo. Smo deležni teh učinkov gozda, terapevtskih učinkov gozda. Ja, prej si tudi omenil, lahko meditiramo v gozdu, ne? Mislim, gozd je tudi lahko en tak prostor, ki omogoča kontemplacijo, samorefleksijo. Ja, lahko rečemo tudi duhovni vidiki. Vsekakor narava v celotnem obsegu, ne samo gozd, pa seveda gozd tudi, saj je največji kopenski del narave, nam nudi tudi prostor za premišljevanje, za meditiranje, ko sem prej omenil to čuječno spraševanje. Če gremo v duhovno smer, se zmeraj lahko vprašamo, odkot pa vse prihaja. Ali je odkot narava v vsej celoti, v vsej stvarnosti, odkot sploh prihaja. Ali je ves nastanek naključen, ali je z namenom. In če je z namenom, potem kdo je zakonodajalec naravnih zakonov. In če je vse z namenom ustvarjeno, je tudi človek z namenom ustvarjen. In če je nad njim tisti ustvarjalec, potem človek ne more biti namesto njega in smo pri pojmu odgovornosti. Nekomu odgovarjamo za vse. Sveto pismo, stare zaveze, nekateri avtorji v svojih delih, da jih ne morem poimensko navesti, so obdolžili staro zavezo Mojzesovo knjigo o stvarjenju kot krivca za ropanje narave. Za dominiranje. Ker tam je zapisano človeku, naj si naravo podvrže, naj ji gospoduje. In če to v takem smislu ropanja razumemo, potem bi lahko pridrdili tem avtorjem. Ampak dejansko se je človeštvo na tak način postavilo, da smo nekako mi nad naravo. Mislim, tudi preteklosti, dobro, zdaj tukaj so različna pričanja teh bolj avtohtonih narodov, ali pa tudi v Sloveniji, recimo staroverci, ki naj bi nekako bili bistveno bolj povezani z naravo, silnicami narave, s cikli narave. Potem se pa nekako učita, da smo pa jo res podjarmili in začeli zelo izkoriščati. To je dejstvo, da to se je zgodilo, kaj so bili vse tukaj dejavniki, gotovo ne samo krščanstvo. Jaz osebno razumem to v smislu odgovornosti. In če tako gledamo na naš odnos do narave, potem to gospodovanje in podvrženje ne moramo več dobesedno jemati, ampak jemati kot upravljanje, kot dober gospodar.
ki je odgovoren zanamcem, ki je odgovoren tudi zakonodajalcu naravnih zakonov, ker ni nad njim, ampak se pravi, ne moremo se delati Boga v odnosu do narave, da lahko delamo, kar hočemo, se nam je rečeno, vse moramo, se lahko. To je gotovo ni prava razlaga. Ne. Mislim, tudi zdaj ob teh nedavnih poplavah smo videli, da nam narava potem pokaže tudi svoj obraz, svoj lasten obraz. Ja, Če gremo preveč na poplavna območja, spozidavam, preveč reguliramo vse struge. Tu je pa to, ko govorimo o vseh čudesih in lepotah doživljanja narave, imamo pa tudi strašljive. Če pogledamo ujme, poplave, viharje, glavno žledolom. Jaz se spomnim 2014, to jutro, ko je celo noč divjal žledolom, sem šel ob robu Rožnika med Tivoljem in Rožnikom. In na pobočjih Rožnika je pokalo kot na fronti, ko so pokala debla pod ledom. Takrat biti v gozdu je smrtno nevarno. Ravno tako ob viharju, tako da narava ima tudi ta strašljiv obraz. In če je vse to tudi zaradi našega napačnega delovanja, nam tudi pove, ne delajte se Boga. Ja, se pa vidi po en stran, da malo drugačen odnos, recimo, to je bil tudi primer Rožnik ali primer Kostanja pred Dramo v Ljubljani. Ja. Nekako, ta poseg v naravni prostor oziroma posamezna drevesa, recimo pri mnogih ljudeh zbudi zelo globoko čustvo žalosti, izgube, žalovanja, tudi jeze, protesta. Kako ti gledaš na to? Se spomnim, da sem prav tu pod Rožnikom na enem drevesu, ki je bilo označeno za poseg, eno staro debelo drevo, našel pritrjen listek, na katerem je pisalo, kar tudi nas starejše vse izločite iz družbe, če že tudi stara drevesa izločate. To je zelo čustven pogled na drevo, ki ga je treba resno vzeti in upoštevati in razmišljati, se pogovarjati o njem. In ko po eni strani se zdi, da je drevo v našem slovenskem prostoru nekaj zelo običajnega, ker imamo veliko dreves in gremo mimo njih, ne da bi jih sploh opazili. Imamo po drugi strani pa tak močan čustven odziv, ko gre čisto za določena, predvsem stara drevesa, ki so v zavesti ljudi že zavzela svoj prostor in so na njih navezani in jih imajo radi. In ko gre za odstranitev takih dreves, seveda je razumljiva tudi reakcija ljudi. In bral sem pa poslušal o tej odstranitvi divjega kostanja pred Dramo in gre dejansko tam, če so hoteli to zgradbo preurediti gradbeno, so morali žrtvovati ta divji kostanj. Vse izgleda, da ga niso mogli rešiti. Razen, če bi bil projekt tak, da bi bil čisto drugačen. V gradbene projekte se nisem mogel spuščati, kako so upravičeni ekonomsko in tudi sicer, da je bil izbran ravno ta. Ampak tak, kakršen je bil, tega kostanja na ta način niso mogli rešiti. S presaditvijo tako velikega drevesa so taki stroški in tako zahtevni in še vprašanje, kako bi uspelo. Seveda pa ob takih posegih, zmeraj bodo taki posegi, tudi zaradi varnosti prebivalcev. Bo kdaj treba kakšno drevo odstraniti. Ko se pretehta vse možne poti za rešitev drevesa in če se vidi, da ni mogoče, je seveda nadomeščanje dreves edina pot. Tudi to drevo je bilo nekoč mlado, ki je bilo posajeno. Tudi ta drevesa, ki bodo danes posajena na novo, mlada bodo nekoč stara in odrasla in se bodo tudi na tista ljudje navezali. Tako da nadomeščanje dreves je v takih primerih edina pot.
Pa res skrben premislek, ne? Vsekakor poskrben premislek in pogovor, in pa tudi ljudje so čustveno navezani, ko smo navezani na neko drevo, moramo biti dovzetni tudi za razumne razprave, videti skozi različna okna. Ti se tudi ukvarjaš s facilitiranjem. Ja. Bi nam lahko še to povedal, kaj je facilitiranje? Ja, od začetka Kaj ti počneš? Od začetka smo uporabljali izraz moderiranje. V društvu moderatorjev smo potem prišli do točke, ko smo začeli razpravljati, kaj vse ta izraz zajema. Mi smo zmeraj rekli, to je vodenje skupinskih procesov za reševanje določenih problemov, konfliktov, reševanje nekih razvojnih poti v podjetjih, recimo, ali drugačnih skupnostih. In moderiranje pa zajema tudi procese, kjer gre za razne konference, okrogle mize in tako dalje, kjer bi bil ustrezen izraz tudi povezovanje. Nekdo povezuje to kot govornik, in ne gre za tako poglobljen medosebni odnos v samem procesu. Zato je prišlo do potrebe, da se razlikuje, da se uporabi drug izraz, facilitiranje, ki v osnovi pomeni olajševanje tega procesa, ki je pa poglobljen tudi z medosebnimi odnosi. Gre za to, da skupini, ki je zbrana ob določenem, na podlagi določene potrebe in določenega namena in cilja, da ji facilitator na tej poti reševanja, metode so različne, da ji pomaga, da ji ne komandira, da v samo vsebino, do vsebine same je nevtralen, samo ljudem pomaga pri procesu skozi pot do tega reševanja tega problema. Prav, da se boljš med sabo lahko slišijo, razumejo. Slišijo, participacija je izjemno pomembna pri tem, da so vsi vključeni. Da ima vsak lahko svoj prispevek, tako, da se to omogoči. Tako, seveda so tudi zahtevne situacije z zahtevnimi posamezniki, tudi tu, kako facilitator zna preiti take čeri, konfliktne situacije in kako jasno postaviti skupaj s skupino spet, skupina postavi, kako ji pomagati, da postavi jasne cilje, da ko bo te cilje dosegla, da bo vedela, da jih je res dosegla. In iz kakšnih potreb pravzaprav izvira vse to, ta pot do tega cilja. Najprej so neke potrebe. Ja, mislim, dostikrat se moramo nekako uskladiti med sabo. Ja. Nekateri tudi celo verjamejo, da je več glav več ve, oziroma da je lahko tudi vsekakor neka modrost v modrost skupine, premisleku, če nekako se ustvari v prave okoliščine. Tako. Jaz osebno pravzaprav še zmeraj širše gledam na ta koncept facilitiranja kot mogoče moji kolegi v društvu. Tako široko, da ga vidim tudi kot del dialoga. Tudi v pogovoru med dvema, da olajšujem ta proces, facilitatorsko pristopom. Zanimiv je pa ta izraz, dialogos, to izhaja prehajanje pomena, oziroma logos je tudi iz krščanstva, ta ustvarjalen princip. Nekako, če ustvarimo nek ustrezen format, da rečem, da nekako se potem lahko ta logos razvija. To je tudi kvantni fizik, recimo razvijal kot metodo, kot teorijo. Tako, v društvu facilitatorjev so nekateri profesionalci, ti so vrhunsko usposobljeni. Jaz sebe v društvu imam, kot vedno rečem, za večnega učenca. Stalno se še učim. Moram pa reči, da mi je društvo, delovanje v društvu pomagalo, veliko pomagalo pri delu,
pa pri srečevanju in pri odnosih z ljudmi. Tukaj si bom dovolila eno tako daljše vprašanje. Sem si prav tudi malo zapisala. Sama sem zelo fascinirana nad študijam, recimo znanstvenice Suzanne Simard, pa tudi v našem kontekstu, imamo pa iz izkustvenega vidika dela prevedena tudi gozdarja Petra Wollebna, nemškega gozdarja. In oba dva nekako govorita o zelo podobnih stvareh, istih stvareh, o zelo fascinantnih odkritjih, da drevesa tvorijo nekako skupnost, in da med sabo komunicirajo. Recimo Simradova, nekako tudi je štartala iz opazovanja narave, ampak je uveljavljena eminentna znanstvenica, Kanadčanka, da tvorijo drevesa kompleksne mreže pod zemljo, med sabo. In da niso pasivna bitja, pravzaprav to kaže, da nekako tvorijo dinamične odnose znotraj enega širšega ekosistema, da drevesa nekako sodelujejo, si tudi med seboj pomagajo, da so v eni taki mreži. In tukaj me mogoče zanima, ali črpaš tudi tukaj kak navdih, recimo pri facilitiranju, ali kaj bi lahko mogoče iz tega potegnili, kakšne vzporednice s človeškimi skupnostmi, z našim načinom komunikacije. Ja, najprej Peter Wolleben je simpatičen, ker nas s svojimi opisi, doživetji, razmišljanjem nas opominja na stvari, na take poglede na naravo, na gozd, ki so izven okvira. Pogosto imamo kar nek že zamejen okvir, ki smo ga navajeni, tudi že na podlagi že potrjenih znanstvenih raziskav, in on pa gre ven iz tega okvira in se ravna pravzaprav, bi rekel, po besedah predsokratika Heraklita, ki je rekel, narava se rada skriva. In njeno odkrivanje je prava pustolovščina. Mislim, da se Peter Wolleben prav gre to pustolovščino. Pri tem seveda tudi tvega, da ga tisti, ki ne grejo tako z lahkoto iz določenega okvira, da ga kritizirajo. Da sprejema za dejstva zadeve, ki še niso do konca dokazane, pa preverjene. V svojih tekstih on večkrat navede kakšne raziskave, tu in tam tudi točno, kje so bile objavljene, zmeraj pa ne. In se tudi govori tudi, da gre za njegov doživljajski svet, tudi, oziroma njegovo nas pa opominja, kaj vse bi bilo dobro še raziskati in kam vse pogledati, da ni še vse ne vemo še vsega. Jaz osebno mislim, da v ekosistemu ni samo princip tekmovalnosti, ampak je tudi princip medsebojne pomoči. In po tem principu lahko predpostavljamo, da drevesa tudi na nek način si sporočajo med sabo. To je misterij, bi rekel, skrivnost, ki nam kar mravljinci lahko grejo po telesu. In zanimivo vsekakor. No, o tem, kaj bi lahko iz tega potegnili za naše vsakdanje življenje, imam pa drugo izkušnjo. Žal že pokojni moj strokovni kolega, bil je tudi eden od ustanovnih članov društva, takrat moderatorjev še, je deloval v svoji gozdarski službi, deloval tudi na Pohorju. In jaz sem dvakrat bil z njim na Pohorju, na poti od Rogle do Lovriških jezer, ker nam je pokazal skupinsko rast drevja na Pohorju. Kako drevesa rastejo v skupinah, da si pomagajo med sabo? To je tam tako lepo vidno in on je znal tam to nam lepo prikazati, tako da tudi tak primer, da drevesa tudi sodelujejo in gotovo si tudi na nek način to medsebojno pomoč sporočajo. So poti za to njihovo medsebojno sporazumevanje, ki ni tako, kot je med nami ljudmi, ampak drugačno.
tudi z področja gljiv, ne, imamo vedno Ja. več takih poljudno-znanstvenih Ja, del, tudi ja. prevedenih v slovenščino. Jaz verjamem, da se bo to še razvijalo, še širilo in bomo marsikaj spoznali, kar trenutno še ne vemo. Se lahko dotaknemo še enkrat tega, kar sva že mičken začela, ne, recimo ta nova ekološka resničnost, se pravi klimatske spremembe, ne, ki vplivajo tudi na gozdove in prek tega na našo psihologijo. Mogoče tukaj bi te vprašala, no, na ta način, kako lahko tudi bolje varujemo to, kar imamo, ali ne? Ja, tu smo pred velikimi izzivi. Kar je ta hip gotovo nedvomno, na kar moramo najbolj paziti, je biotska raznovrstnost. To je tudi princip prosilve. Tu smo pred vprašanji, kako v prihodnosti po principih prosilve negovati sonaravno gospodariti z gozdovi. En od principov prosilve je tudi vrste v gozdu drevesne prilagojene rastišču, se pravi avtoktone drevesne vrste. Ne vnašati tujih drevesnih vrst, da nam pa prihaja cel kup tujih tudi invazivnih vrst. Kaj bomo z njimi? Ali zaenkrat se spuščamo v boj z njimi, da jim onemogočamo, da pridejo v naše gozdove. Ali bomo v tem boju uspeli ali ne bomo, tu je še veliko vprašanje. Kaj pa je tujerodna vrsta? Obstaja neka definicija, opredelitev? Ja, tiste, ki so prišle od drugod in niso že ne desetletja, tisočletja že na naših rastiščih. Naše drevesne vrste so začele prihajati na naše rastišča po ledeni dobi, se pravi 10 000 let nazaj. In tiste, ki pa, recimo nekatere že imamo take, vsi poznamo tako imenovano akacijo, rečemo, čeprav je pravo ime robinja, ne prava akacija. Ta je prinešena iz Amerike. Potem je iglavec Douglazia, ki smo jo tudi prenesli iz Amerike in je že dolgo tu med nami. In to so, včasih smo rekli egzote, to so tujerodne vrste. Invazivne so pa druge, tiste, ki se izjemno hitro tudi širijo in izjemno hitro primejo. Pa jesen recimo je tak pri nas. In recimo okrog Douglazije smo se že pogovarjali, ali je kar priznati domovinsko pravico in bo nadomeščala smreko, recimo, ali bomo malo popustili pri tem principu samo rastišču prilagojene vrste. To je še vse odprto. Nedvomno pa je nekaj, da moramo, kako sem rekel, skrbeti za biotsko pestrost. In ta pa je tista, ki nam bo tudi varovala v prihodnje našo naravo in gozdove. Je pa že zelo prizadeta. Tle je zelo na sistemih, na večjih sistemih, tudi globalno. Ja. Ne samo na posamezniku. Ja. Ampak hkrati pa tudi kot posamezniki. Kako ti vidiš vlogo posameznikov, ali kaj lahko posameznik naredi? Posameznik kot oseba. Ja, to je pravzaprav poglavitno vprašanje o vseh uvidih v vse probleme, kar je že ena stvar. Veliko se moramo učiti, veliko se moramo pridobiti znanja, da lahko razmišljamo. Na ravni posameznika pa mislim, da je zelo pomembno naš način življenja, naš način potrošnje, kjer imamo neko možnost ukrepanja samim sabo, in da ne izgubimo poguma ob tem, da sej kaj, če se bom jaz zdajle trudil tule, sej ne bo nič pomagalo, če pa drugi ne delajo tako, če pa se na globalni ravni nič ne spremeni. Ta pogum moramo dobivati, tudi si pomagati pri tem med sabo. In kaj mislim s tem, ko rečem naš način življenja in potrošnje? Čisto vsakdanja odločitev, ali neko stvar res potrebujem, ali neko stvar lahko kupim rabljeno, ali neko stvar že imam doma.
to so taki preprosti principi. Ne. Nekoč sem pomagal pri skavtih, so se lotili delati kratke filme. In sem dal eni skupini idejo, naj gre posnet prizore v veleblagovnico in pa potem na odlagališče odpadkov na Cesti dveh cesarjev. To nasprotje. Kaj vse je tam bleščečega, vabljivega, da bi kupovali, nas privlači, kako pa vse to potem konča tam na odpadkih. In teh odpadkov ogromno ustvarimo. Ob teh dveh prizorih imamo kaj za razmišljati. In spet si reči, na moji osebni ravni je, da odločam. Tu imam možnost, da ukrepam. Prav pa je seveda, da imamo pogled tudi v širšo sliko, da se znamo o tem pogovarjati kjerkoli, tudi z odločevalci na raznih nivojih. Pa da tisti, ki so na mestih odločevalcev, imajo to zavedanje, imeli to zavedanje. Tako. Ja, mogoče, če se dotakneva še te teme, recimo zdaj, ko je bilo tudi toliko vetroloma, požari so bili, ujme, kako lahko obnovimo recimo zaupanje v naravo po taki naravni katastrofi, ker v tem primeru se pa narava res izkaže kot grožnja. To smo že prej nekako načela to temo, je bilo veliko dobrih izhodišč. Mogoče, če se lahko še tukaj malo ustavva. Zaupanje, to se pravi v te... Čisto mogoče osebna psihologija ali pa kontekst skupnosti po nekem takem, ali pa recimo, Koroška bela, nevarnost plazu. To so čisto nova vprašanja. Nova vprašanja, tako. Nova vprašanja, na katera si jaz pravzaprav v psihoterapevtskem smislu ne bi upal odgovarjati. Jaz se sprašujem, ko slišim, da z ljudmi prizadetimi strokovnjaki za to področje upravljajo pogovore. To je bila tudi tema našega prejšnjega podcasta. Ja. Kako to upravljajo? Jaz nisem strokovnjak za to in ob tem se vprašam, če je slika, ki sva o njej prej govorila, o pomirjajočem, o vplivu narave na človeka, kako lahko človek, ki je doživel to ujmo, to strahoto ujme, ko se je bal za življenje, ko mu je narava uničila premoženje, ko se je bal treso dobesedno za življenje, pa tudi izgubil koga. Kako lahko obnovi ali pride nazaj na to pomirjujočo sliko narave? Jaz odgovora na to nimam, ne vem. To bi morali, mogoče vedo to psihoterapeuti, strokovnjaki za to, kako pristopiti tako k takemu človeku. Če bi jaz kot gozdar bil, Bog ve po kakšnih okoliščinah, se znašel v taki vlogi, jaz bi edino znal samo poslušati. Ja, in to je največkrat tudi en tak ključen moment, ena taka tudi psihološka razbremenitev, empatična priča. Samo to bi znal ponuditi. Pa tudi... So pa seveda razviti tudi načini iz travma terapije, kako nekako čist na ravni živčnega sistema, telesa, kako spet nekje obnoviti malo večji mir znotraj sebe. Ja. Eno je nekako se izraziti, da imaš pričo poslušalca, za skrbi, za jezo, za žalost, za vse to. Ampak po drugi strani pa tudi kako telo ponovno spostavi neko recimo večje ravnovesje znotraj sebe. Ja. So pa to neke stvari, ki se šele zdaj razvijajo, se odpirajo, so tudi vedno bolj aktualne. Ja. Se recimo doživetje, divjanje ujme, dan, noč, spet dan, potem pa se narava umiri in posije sonce. Tudi to bi rekel, da pomirjujoče deluje na psiho. Da se je umirilo,
da je tu svetloba, da je tu toplota. Seveda govorim o času, ko je sonce še toplo. Kaj pa po zimi, če se to zgodi po zimi, ko so nizke temperature. Ja, tako na nek način tudi doskrat romantiziramo naravo. Ne? Ja. Hkrati pa nam lahko prikaže tudi en tak dost krut obraz. Ja. Neizprosen obraz. Tako. Strašljiv obraz. Ne, tako nekako oboje je lahko. Ne, Ja. Na nek način, ne, tudi gost v končni fazi varuh našega planeta, pa tudi našega notranjega miru. Ja. Po drugi strani pa res eksistenčna grožnja. So pa vsa ta dogajanja v zgodovini že bila. Katastrofe so bile že strahotne, ne? In ljudje so bili gotovo takrat še dosti bolj so trpeli. Ni bilo toliko tehnične pomoči. Tudi medsebojne pomoči, vprašanje, kako je bilo. Neki že so si kaj pomagali, ampak vprašanje, če so si lahko tako, kot si danes, da sploh ne govorimo o tem, da bi jim kdo nudil psihosocialno pomoč. To sploh ni bilo, se sploh ni nič vedelo o tem. Ne. Oziroma danes je tudi v teh razpravah o blaginjskih sistemih, ne, kam gre državna podpora, pomoč, oziroma kako razporejati recimo ne, sredstva na ravni, ne vem, Evropske unije, posameznih držav, se že zelo razmišlja, ne, tudi o tem okoljskem vidiku. Da en del sredstev treba že kar a priori nekako v to smer rezervirati. Ne, to so taki novejši premisleki. Tako. Vsekakor smo pred velikimi izzivi, kako psihološko pomagati, pa tudi pred izzivi čisto tehnične narave, kako sploh graditi naselja, kako vodotoke urejati. Tudi kako z gozdom, ne? Ja, to je zanimivo. Gozdarstvo je v preteklosti, danes ni več toliko poudarka na tem. Ko sem jaz študiral, smo imeli tehnični predmet urejanje hudourniških območij. In v Sloveniji je obstajalo podjetje za urejanje hudournikov, kjer so pretežno gozdarji delovali, ki so načrtovali gradbeno urejanje in biotehniško urejanje hudourniških območij po viri vodotokov, z popleti, se je reklo temu, živimi popleti, sadnje ustreznih vrst. Potem so bile pa čisto gradbeni objekti, tako imenovane pregrade, ki so zaustavljale hudournike v teh, ne vem, kaj to podjetje ne obstaja več, ne? In je veliko hudourniških območij je uredilo z hudourniškimi pregradami. Zdaj bo treba vse to na novo premisliti in pristopiti k temu. Ja. Jaz mislim, da se počasi približujeva k koncu. Ja, tako kot smo videla, ne, po en stran nam je narava vir navdiha, sprostitve, hkrati je lahko tudi neka pretnja, grožnja, ali jo pa uničujemo, ne? Ja, različni pristopi so. Različni pogledi, različni pristopi in tako da moramo ohranjati, varovati, doživljati, se učiti. Učiti od nje. Ja. V naravi so zmeraj učenci. In vse to... spoštljiv odnos, ne? Ja, vse to se tiče tudi naših medsebojnih odnosov. Ja, najlepša hvala, Tone. Ja. Z veseljem. Bi rekla, da si prav opomin, ne, kako je treba skrbeti za naravo. Ja, in je tudi prisluhniti, jo doživeti, ne, tudi imeti dialog z njo. Ampak hkrati tudi, ja, kako smo tukaj pomembni tudi en drugemu. Ne, to sobivanje. Tako. Ne, en z drugim in z naravo. Ja. Pravzaprav taka temeljna, bi rekla, civilizacijska vprašanja, ki smo se jih dotaknila. Ne. Kako je človek do narave, pa tudi človek do človeka. Ne.
kako znotraj tega Ja. najdemo, iščemo načine. Tako. Tako da res iskrena hvala še enkrat za tvoje neprecenljive uvide, dragocene uvide, izkušnje. Mi je veselje. Hvala tudi poslušalci, gledalci za vašo pozornost. Do naslednjič ostanite čim bolj povezani, bom rekla, zelenimi svetišči, ki nas obdajajo, obkrožajo, in nasvidenje do prihodnjega podcasta.